Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Prvi bankir Nove Ljubljanske banke Draško Veselinović je poudaril, da je bila v zvezi z odobritvami kreditov Istrabenzu storjena napačna poslovna odločitev prejšnjega vodstva. Po njegovih besedah bi predsednik uprave Unicredita, France Arhar, moral zastopati interese vseh upnikov, je pa prvi speljal vodo na svoj mlin, ter da je prisotno razočaranje. Na vprašanje, ali namerava sprožiti odškodninske tožbe proti bivšemu predstavniku oziroma predsedniku uprave Marjanu Kramarju in ostalim članom uprave in nadzornikov, je dejal tole. Je tukaj prav gotovo možnost teh tožb do nadzornega sveta Istrabenza, holdinga in pa morebiti uprave samega Istrabenza. A do nadzornikov NLB in uprave pa ne? Ker so pač oni dajali te nezavarovane kredite. Z moje strani sigurno ne. Bo mar roka pravice končno ujela tudi Bavčarjevo rit? Mogoče bi mu morali nadeti elektronsko zapisnico, da bi ga lahko delničarji sledili. Govoriš o teh elektronskih zapisnicah, ki so zdajle v pripravi na Ministrstvu za pravosodje za nadzor zapornikov? Ja. Ne bi bila slaba zamisel. Podobno kot so v srednjem veku vsi vaščani se zbirali na trgih in opazovali obešanja takratnih kriminalcev, bi mogoče lahko današnji delničarji spremljali premike svojega predsednika uprave, kar po internetu. Pa ne samo delničarji. Mogoče tudi izbrisani. Kdo bi bil bolj vesel? No, elektronske zapisnice so zaenkrat šele predlog Ministrstva za pravosodje, ki je še v pripravi. Aleš Zaral, minister za pravosodje, je na vprašanje o njegovem osebnem odnosu do zapisnic dejal. Včeraj sem bil seznanjen, da se pripravlja ta odgovor ministrstva. Jaz tega odgovora, ki ga pripravljajo naše službe, še nisem videl in zaradi tega vam tudi v podrobnostih danes ne morem govoriti. Jaz sem mislil, bolj osebno, je to humano dovolj po vašem mnenju? Znano je, da mnoge države ta sistem prakticirajo in da nosi seboj določene prednosti, ampak seveda treba je pa za to vzpostaviti tudi vse tehnične pogoje, vključno z sistemom za evidentiranje in kontrolo. Tako da stvari niso najbolj tako enostavno izvedljive, kot se morda všečno sliši. Ime dneva tokratnih Vesti na vesti je tajnik socialnih demokratov Uroš Javševec, ki se je v politiko podal pred 19 leti in član stranke SD postal pri 14. Se pravi, mozolje si je torej stiskal v WC-ju mladega foruma. Za začetek na kratko o svojih prihodnjih političnih ambicijah. In potem bom pa razmišljal naprej. In kdo je Javševec? Po mojem, na izgled, če me pogledate, vidite, da nisem Japi. Obleko, ki bi po moje nek simbol tega japizma, da nisem jaz izrekel kakšnega bušizma. In kaj pravi o svojih dolgoletnih strankarskih prijateljih? Jaz se ekipo, ki sem jo spoznal v teh 19 letih, izredno cenim. Vem, da se vsebinsko ni spremenila pri nobenemu nič, smo taki, kot smo bili. Se pravi, zeleni in mozoljasti. In kdo so ti? Nina Huremović, ki je bila zvoljena za članico predsedstva, tako Sebastian Jeretič, tako Dejan Levanič, tako V kolikšni meri pa je nanj vplival Igor Lukšič? Močno vlogo Igorja Lukšiča. Včeraj so odigrali iskrivo igro Monopolija. Poglejmo, kaj je dejal Javševec o splošnem vzdušju v ekipi. Ful nasmejali, smo se ful v redu pogovorili in stvari so absolutno normalne in super. Ali je res, da ste se Borut Pahor in Igor Lukšič v igri sprla? To je znanstvena fantastika. No pa se posvetimo še bolj resnim temam. Bivši tovariš Jaka Tomc. Tovariš Aljuš zadnje čase komunicira s svetom, predvsem preko Facebooka. Pa me tole zanima, ene direktne obtožbe na vrgu spet na vas letijo in sicer, da ste s tovarišem Čebuljem, oziroma s tovarišem Jeretičem na prejšnjem kongresu imela že vse glasove preštete, edino tovariš Žiga Čebulj
se še ni odločil, kako bo glasoval. Kako veste že pred kongresom, kdo bo kako glasoval? To je zajbancija, ki jo Aljuš dobro razume in tovariš Aljuš dobro razume in mislim, da je zajbancija bila takrat, zajbancija je, zajbancija bo ostala. Se bova kaj hecala iz njega? Ne, ostanimo raje pri mladih upih slovenske politike. Na svoj račun. Predsednik mladih liberalnih demokratov Borut Cink komentira stališče Slovenije do okoljskih tematik. Mislim, da je tu mogoče neko pomanjkanje dolgoročne vizije. Definitivno je okoljska politika, tudi med volilno kampanjo se je to pokazalo, zelo pomembna tema. Verjetno je zdaj bila rahlo potisnjena na obrobje političnega prostora za vsega ostalega dogajanja, ampak jaz sem prepričan, da bo ta vlada sprejela neke dolgoročne usmeritve. Poleg tega pa tudi mi imamo dolgoročne usmeritve na ravni Evropske unije, načrt 2020 in pa vse ostale zadeve nas zavezujejo na nek način. Nam se pa zdi malo smešno, da vodilna stranka v prizadevanjih za naklonjenost javnosti promovira vrednote, kot so skrb za čisto okolje, zmanjševanje emisij s spodbujanjem okolju prijaznejših vozil in podobno, istočasno pa se prevažajo z enega konca Ljubljane na drugega v zelo potratnih avtomobilih. In kakšno je njegovo mnenje o tem? Na eni strani razumem, da državniki in to se v nekih določenih avtomobilih prevažajo, ki niso samo avtomobili, ampak so na nek način jih varujejo pred tem ali pa drugim. Bi pa bilo na mestu, da vlada bi nekaj naredila v to smer, ali skozi zelena javna naročila, ali da bi mogoče en del avtomobilov ostane tak, drug del voznega parka prenavljajo v skladu s temi smernicami. Je pa na vladi, je pa res malo smešno. Pravzaprav jih ti avtomobili varujejo pred cinkom in ostalimi težkimi kovinami v ljubljanskem onesnaženem zraku. O lastni neprostovoljni antipropagandi ministra za zdravje, komentar dneva, Rado Pezdir. Miklavčič, aktualni minister za zdravje, ima redko lastnost, saj mu je v komaj nekaj mesecih ministrovanja proti sebi uspelo obrniti nekatere koalicijske stranke, celotno opozicijo in civilno družbo. Mogoče se komu zdi, da je to dobra lastnost in da je Miklavčič delal ustrezno, navkljub pritiskom formalnih in neformalnih interesnih skupin. Tudi osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sestavilo Ministrstvo za zdravje, to nekako zanika. Poglejmo. Najprej, zakon predvideva celo množico institucionalnih sprememb v delovanju zdravstva, vendar ne predstavlja niti enega izračuna, kaj vse skupaj pomeni za javne finance in ali s temi organizacijskimi prijemi prispeva k učinkovitejšemu postopku zdravljenja državljanov ali ne. Trenutno deluje zgolj kot ad hoc reševanje pozicij interesnih skupin. Ohranja se močna funkcija zdravstvene zbornice, ki je spet omogočen nadzor nad samim seboj. Še več, zakon jim omogoča, da se nadzirajo in sami zaračunavajo cene lastnih zdravstvenih storitev plačanih iz javne zdravstvene blagajne. Najbolj porazen del pa je vsekakor tisti v uvedbi samostojnega zdravnika, brez mehanizmov kontrole prehajanja med javnim in zasebnim. Zato je očitno, da gre zgolj za uzakonitev trenutne anarhije, pri kateri se zasebne koristi vlečejo iz javnega zdravstva in prelivajo zasebne žepe. Pustimo ob robu, da je zakon v veliki večini ohranil problematične elemente, ki vlečejo korenine iz prejšnjega vladnega mandata in zanemarimo, da ni niti ene finančne kalkulacije. Tisto, kar je najbolj šokantno, je dejstvo, da vladna koalicija, ki je imela polna usta o ureditvi zdravstvenega sistema, sedaj v nasprotju za lastno koalicijsko pogodbo sestavlja zakone v imenu interesnih skupin. Skrajno bedno. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. A znaš ti sambo? Ne. Se je zelo enostavno, štisniš. Ja, cool. Ful fajn. Če ne znaš, se lahko naučiš to soboto. Napovedujemo namreč živahen sobotni večer. V hostlu Celica, to bo 28. marca, ob predvidoma 9. zvečer, se namreč začne brazilska zabava, na kateri se bo ob glasbi skupine Brasil Samba plesalo, pilo in jedlo po brazilsko. Učitelj capoeire José Ubaldo dos Santos pa vam bo v družbi svojih učencev predstavil tudi osnove brazilskega tradicionalnega plesa capoeira.
Alô, então, aí ó, vocês que gostam da capoeira, quer provar essa arte, estamos aí, vem a experimentar um pouco dessa cultura brasileira. Tchau! Še vreme? Dejna, dej ti povej. Danes je baje prazna luna in če ima vaša lepša polovica rdečo, ne, je to najboljši čas za seks. Priden. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Čau!